Dober dan vsem skupaj, pozdravljeni, dobrodošli tukaj v tem nekoliko majhnem prostoru, ki lahko tudi ponazarja koalicijo večjih strank. Skratka, tudi v tej koaliciji bo včasih tesno, ker nas je nekoliko več. Odločili smo se, da slovesno podpišemo danes koalicijski sporazum med peterico strank, ki se je odločila, da želi narediti nekaj dobrega za Slovenijo, da želimo sestaviti vlado in to nam je tudi uspelo. Za nami je več kot 2 meseca trdega dela. Mi smo opravili v tem času predsednica in predsedniki strank zelo velike napore, veliko smo morali se usklajevati in rezultat teh usklajevanj, čeprav so vsi napovedovali, da ne bo nič, je ta današnji podpis te koalicijske pogodbe oziroma partnerskega sporazuma. In zato me zelo veseli in se zahvaljujem vsem predsednici in predsednikom za njihovo konstruktivno držo, za njihov trud pri sestavljanju te koalicije in iskanju skupnih rešitev, kar se mi zdi tudi najbolj bistveno. Zdaj, v teh tednih je bilo povedano marsikaj, tudi danes še lahko beremo, poslušamo in gledamo razne ljudi, ki vse vedo, vse znajo. Če bi jih pa povabili v ekipo, bi pa seveda rekli, da imajo tak ali drugačen zadržek. In ko to gledamo, ko to beremo, si lahko mislimo to ali pa kaj drugega. Skratka, nekateri napovedujejo, da so scenariji tako slabi, da ne bo nič, da ministri niso dobri, da ne vem, kaj je vse narobe. Vendar bi sam zadeve obrnil nekoliko drugače. Vsak, kdor je zbral pogum, vsak, kdor je zbral voljo, prvič, kot predsednica ali predsednik stranke, da se je odločil za pogajanja, da se je odločil za vstop v vlado, potem vsak, ki je zbral pogum, da se je dal na listo za ministra v vladi Republike Slovenije, in vsak, ki bo še kakorkoli sodeloval s to vlado, si zasluži priznanje. Kajti današnji časi so taki, da hitro radi vse damo v nič, da hitro radi vnaprej napovemo, kako se ne bo iz vsega nič dalo narediti. Sam pa menim, da se bo kljub naporom, ki nas čakajo, danes smo seveda šele na nekem začetku obdobja prihodnjega, kljub naporom, ki nas čakajo, ki ne bodo lahki, da bomo naredili dobro za Slovenijo in da ima vsak od nas iskren namen. Različna mnenja so pa seveda za demokracijo nekaj najbolj običajnega. Kajti ljudem seveda nikoli ni prav, če trajajo pogovori nekoliko dlje, potem že rečejo, da se ne znamo zmeniti. Če bi se hitro zmenili, bi rekli, da ni demokracije. Skratka, verjamem, da smo danes dosegli tisto, kar smo tudi vsi želeli v preteklih tednih, da lahko rečemo, da smo na tej točki, ko bo kmalu v naslednjih 2 tednih, ki so pred nami, da bo vlada začela tudi operativno delovati. Bi pa še nekaj povedal o kandidatih za ministrice in ministre. Namreč tudi slišimo, da gre za rekonstrukcijo vlade, da so sami stari obrazi. Po drugi strani pa, ko pripeljamo koga novega, pa spet vsi, da ga nihče ne pozna, da ne ve, če bo izpeljal in tako naprej. Skratka, nikoli ni situacija idealna in vsem všeč. Tako da
naša vlada bo odvisna samo od tega, kakšne rezultate bo pokazala, kaj bo naredila za Slovenijo, in to je edino, kar bo v prihodnosti štelo. Razne napovedi pa prepustimo jasnovicem. Hvala lepa.